Lepo vas pozdravljamo v prenosu, žal ne živem prenosu iz kampusa. Zdaj, zakaj je temu tako, bomo takoj povedali. Naj poveva še, da bova pokomentirala predvsem drugo točko dnevnega reda. Predvsem zato, ker je tudi najbolj pomembna in tudi bila najbolj izpostavljena, recimo, da na tej 5. redni seji z vami bova Tibor in Maruša. Zdaj, zakaj zadeve nismo prenašali v živo? Predvsem zaradi ključa, ki se je izgubil in nam ni bil predan v naše roke, oziroma zaradi ključa, ki odpira vrata sobe, v kateri bi lahko naredili internetno povezavo in potem tudi zadevo dejansko prenašali v živo. Zdaj, to se dogaja zelo pogosto, ponavadi zadnjo minuto izvemo za lokacijo same seje, včasih tudi kaj drugega gre narobe, po novem pa ne boste na samem prenosu videli niti občinstva oziroma ostalih, ki tudi glasujejo, ker lahko snemamo samo govorce, tiste, ki so pri mizi oziroma za katedrom. Ja, no, se pravi, če je glasovanje o finančnem načrtu, se pravi o njegovi drugi obravnavi, javno, se pa na prenosu pač niso bili naklonjeni, v študentskem zboru niso bili naklonjeni temu, da bi se pač snemalo kot zadnjič, ko ste lahko videli poslance, kako so glasovali, ne ravno v obraz, ampak pač iz hrbta, tako da ste videli, ali so dvignili zelene ali rdeče kartončke, s katerimi izrazijo, ali se strinjajo ali se ne strinjajo s tem, kar se sprejema. Pač tokrat tega niste mogli videti, ker temu pač študentske organizacije niso naklonjeni. Ja. Začeli bomo torej samim začetkom 5. redne seje študentskega zbora ŠOU v Ljubljani, potem pa bova se še kaj oglasila pri drugi točki, torej pri finančnem načrtu za obdobje 2023 in 2024 in predvsem amandmajem, ki jih je vložila poslanski klub Glas. Pa kar stopimo, tudi če post festum, v kampus. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni na 5. redni seji študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. Ugotavljam, da nas je prisotnih 37 in da smo sklepčni. Vabilo, predlagani dnevni red in pa gradivo ste tako kot ponavadi prejeli po elektronski pošti, tako da predlagam, da se kar usmerimo k predlaganemu dnevnemu redu, ki se glasi: prvič, potrditev zapisnika 5. redne seje, drugič, finančni načrt za obdobje 2023 in 2024, druga obravnava, tretjič, Zavod ŠOLT, četrtič, spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Zavoda Študentska svetovalnica, petič, spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnem poslovanju in šestič, razno. Bila je ena dopolnitev dnevnega reda na podlagi prejete zahteve za uvrstitev točke na dnevni red, in sicer je to bila študentska svetovalnica. Ima kdo pripombe na predlagan dnevni red? Bi ga spremenil? Če ne, ugotavljam, da je dnevni red potrjen. In s tem prehajamo kar na prvo točko dnevnega reda, potrditev zapisnika. Ima kdo pripombe na zapisnik? Če ne, ugotavljam, da je zapisnik skladno s 4. odstavkom 70. člena Poslovnika študentskega zbora sprejet. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, finančni načrt za obdobje 2023-2024. Predlog finančnega načrta ste prejeli po elektronski pošti, kolikor vem, je ostal nespremenjen, tako da kar dajem besedo predlagatelju, da predstavlja. Ja, najlepša hvala za besedo, predsedujoči. Zdaj, na prejšnji seji, teden nazaj, smo glasovali v predlogu finančnega načrta za leti 2023 in 2024. Glede na to, da med prvim in drugim branjem ni sprememb, predlagam, da se navežemo kar na amandmaje, pa na tej točki sprašujem, pa bo kdorkoli predstavil, da prvo se kar jaz direktno že kar vežem na njih, ali bi si želeli tisti, ki ste jih predlagali, to prvo predstaviti. Bi ga predstavili. Ok, pa vam pa dajem na tem mestu besedo. Samo proceduralno, a gremo mi najbolj gremo po vrstu, vsak amandma posebej, je to možno? Ne. Ali bi vse rekel? Ne razumem.
Ker pač amandmajev je 11. Zdaj vse naenkrat. Stalna praksa je bila, da se je amandmaj najprej predstavljal, pa se je potem glasovalo, da je drugače to... Enega ali vse naenkrat? Vse naenkrat predstavljal. Je pa 5 minut na amandmaj. Ok, v redu. Najprej lepo zdrav vsem skupaj. Prejeli ste gradivo naših 11 amandmajev, ki smo jih vložili. Zdaj bom jaz tudi argumentiral 3 od teh amandmajev in bom začel že s prvim amandmajem. Bom najprej prebral. Prvi amandmaj je sestavljen iz 2 točk. Prva je, da se iz točke A1 študijska problematika pod podstavko priprava vsebinskih izhodišč in analiza stanja 16.000 evrov prenese 5.000 evrov na A13 pod podstavko Radio študent. Mislim, da sem že v zadnjem argumentiral, zakaj se nam zdi, da so tukaj sredstva za to podstavko previsoka. Se pravi, ta podstavka je bila prepisana iz lanskega proračuna, namenjeno je pa bilo približno 5.000 evrov več. In ker se mi zdi, da se ta podstavka tudi ujema še z eno podstavko, eno nižje v tem pod študijsko problematiko, se pravi aktualno spremljanje dogajanja na področju visokega šolstva, kateri je namenjeno 13.000 evrov in da se te tematike v bistvu zelo pokrivata in ujemata, predlagamo, da se pod to točko, kot sem že navedel, 5.000 evrov prenese na Radio študent. Zdaj, zakaj? Kot ste prebrali, si prav v obrazložitvi proračuna, ki ga je prejel RŠ, sami niso zadovoljni s sredstvi, predvsem zaradi tega, ker imajo precej projektov, ki bi jih v naslednjem letu ali pa v naslednjih 2 letih radi izvedli. Zdaj pa samo na hitro povzamem te nujne projekte, ki jih mora Radio študent realizirati, je se pravi digitalizacija arhiva, postavitev nove spletne strani, seveda pa tukaj še dodatno izobraževanje za novinarje, ki so že zaposleni, ne tiste, ki na novo prihajajo na Radio študent. Ker je Radio študent opravlja tisto nalogo, ki bi jo morale opraviti tudi vse študentske organizacije, se pravi, da je to neka avantgarda v sami družbi in kritično pristopati in obravnavati vse družbene sisteme in podsisteme, se nam zdi smiselno, da se Radio študent povišajo sredstva, ker opravlja svojo nalogo pošteno, dobro in konkretno. Zato je res nujno, da se ne obnašamo mačehovsko do Radio študent in da mu zagotovimo ta sredstva, da bo lahko še v prihodnje deloval v takem obsegu, kot deluje danes in še v večjem, ker kot vemo se tudi populacije študentov konstantno povečujejo in zato je res smiselno, da neko tako zdravo institucijo in tako pomembno, ne le za študentsko gibanje, ampak za celotno državo ohranimo zdravo in da ji zagotovimo, da bo njeno delovanje v prihodnosti dobro in še boljše. Se pravi, potem prehajam na točko B tega amandmaja, ki je iz točke A1, študijska problematika, pod postavko ostali projekti, 7.500 evrov, se prenese 2.500 evrov na točko A13 pod postavko Radio študent. Zdaj, tukaj ne bom še enkrat navajal, zakaj je potrebno, da se sredstva prenesejo in da se Radio študent zagotovi večje in boljše financiranje. Povedal bom samo, ker ta postavka je tukaj nedefinirana, se pravi, pod ostali projekti, se nam zdi smiselno, da se del teh sredstev prenese na Radio študent. Sploh zaradi tega, ker pod temi projekti bi se najverjetno se bojo delali projekti, ki se navezujejo na univerzo in na študijsko in obštudijsko problematiko. Ker ima Radio študent posebno redakcijo, ki se imenuje univerzitetna redakcija, ki pokriva tako SJŠ, dogajanje v študentski organizaciji, dogajanje v študentski organizaciji Slovenije, dogajanje v slovenskem visokem šolstvu, kot tudi na mednarodnem področju, se nam zdi, ker imamo tukaj že neke definirane projekte, ki jih radio izvaja, smiselno, da se vsaj 2.500 evrov prenese na Radio študent. Tako, to je prvi amandma. Zdaj pa, ker amandmajev nimamo razdeljenih po vrsti, bom prešel na amandma 8. Amandma 8. Iz točke D, proračunske rezerve, 200.020 evrov se prenese 20.000 evrov na točko. No, če zdaj govorimo o resorju za študijsko problematiko, ki ga izpostavlja opozicijski poslanec Vrhovnik, je morda zanimivo to, da sta 2 postavki, ki jih izpostavlja, se pravi priprava vsebinskih izhodišč in analiz stanja, ki je vredna okoli 16.000 evrov,
in pa naslednja, aktualno spremljanje dogajanja na področju visokega šolstva, ki pa je vredna nekih 13.000 evrov, sta tako, v vsebinski obrazložitvi finančnega načrta definirani še kar ohlapno, bi lahko rekli. Gre pa tudi tukaj za to, da je v preteklih letih se resor v obrazložitvi finančnega načrta zavezal, da bo pripravil tako imenovane position paperje, se pravi dokument, ki naslavlja določeno problematiko, načeloma pač to podkrepljeno kot z nekimi empiričnimi podatki, in da bodo pač ti dokumenti javno objavljeni, ampak kot je tudi že na prejšnji seji to izpostavljala opozicija, pač ti dokumenti niso nikjer na spletu dostopni. Drastično zmanjšala, da bi bilo poslovanje organizacije v kakršnikoli nevarnosti, kot je pa tudi že predsednik Klemen Petek na enem od neformalnih posvetov dejal, se je študentska organizacija rešila iz rdečih številk, tako da posluje v zelenih številkah in se nam zdi smiselno, ker najverjetneje se bo to delovanje nadaljevalo tudi v prihodnosti, da se res del sredstev nameni Radio Študent. Tako da to bi bil 8. amandma. In zdaj prehajam še na 11. amandma. Na 11. amandma. Iz točke A13 Zavodi šov v Ljubljani, postavka Študentski kampus, se prenese 45.000 evrov na postavko Radio Študent. Ker je študentska organizacija v rdečih številkah in ker študentski kampus seveda zadovoljuje neke potrebe študentske skupnosti, ampak zelo parcialno in tudi v zelo omejeni obliki, obenem pa ponuja ogromno nekih storitev, ki jih je potrebno plačati in že tako dobiva denar iz študentskega proračuna, se nam zdi smiselno, da se končno enkrat zmanjša postavka za študentski kampus. Mislim, da so vse zadeve, ki morajo biti postavljene na študentskem kampusu, postavljene. Mislim, da ne potrebuje še dodatnega, še tako obsežnega proračuna, kot ga ima v tem trenutku, zato se nam res zdi smisel, da se ta denar prenese na Radio Študent, da bo res lahko zaživel v vsem svojem polnem sijaju in da bo lahko še naprej opravljal to avantgardno vlogo v študentski skupnosti. Informiranje študentov in tudi širše populacije v študentskih problematikah, aktualno-političnih tematikah, kulturi, glasbi in o znanosti. Tako da na tem mestu bi res vse pozval, da se kritično in pa seveda dobro premislite, kako se boste... Zdaj, mogoče bi tukaj lahko še omenili, da se od prejšnjega leta, se pravi 22, pač vrednost, ki jo dobi študentski kampus iz proračuna šov, ni zmanjšala, ni pa se tudi zvečala, ampak vseeno, recimo, če pogledamo strategijo upravljanja nepremičnin šov, ta recimo predvideva, da se bo denar od prodaje prostorov na Kersnikovi pa na Vojkovi, ki se pač nekoč bo zgodila, kot so izražali že pred leti, da se bo ta denar tudi investiral v prihodnosti v študentski kampus. In to pač, kot vemo, glede pač cen nepremičnin trenutno niso majhne številke. Govorimo o več 100.000 evrih. Se premakne 8.500 evrov iz postavke, oziroma 2.500 evrov iz postavke ostali projekti v postavko, novo postavko po točko A5, klub študentskih družin. Obrazložitev tega, zato ker so sredstva pod postavko ostali projekti namenjena nedefiniranem projektu na tem razvolju, predlagamo, da se 2.500 evrov iz tega nameni klubu študentskih družin. Zakaj? Študentje starši so časovno ena najbolj obremenjenih skupin študentov, saj v študiju še vzgajajo otroke. Študentska organizacija v preteklih letih že financirala klub študentskih družin, se pravi, če boste gledali prejšnje finančne plane, in ne vidimo razloga, zakaj ga ne bi financirala tudi v prihodnje. Sicer je v tem predlogu finančnega plana 5.000 evrov namenjenih za delavnice za otroke študentskih družin, ampak menimo, da je to premalo in da je potrebno podpreti tudi sam klub študentskih družin. Zdaj smo pač 2.500 evrov.
Potem 6. amandma, da se iz točke D proračunska rezerva 10.000 evrov prenese na novo postavko posodobitev sistema projektnega vodenja. Jaz se vem, da je Rasim Čehič govoril na začetku, da je projektno vodenje v redu, da se je redu, zakaj bi ga spreminjali, če ni treba, ampak jaz bi tukaj komentiral, da smo imeli dosti problemov s sistemom, tudi sama varnost naših digitalnih potrdil je majčkan pod vprašanjem, zdaj, če je tukaj kakšen frijavec, bi mogoče malo več vedel o tem povedati, ampak če rabiš je to nastavitve Firefoxa, zato da lahko podpisuješ z nekimi zastarelimi protokoli, mislim, da to ni čisto okej. Pa tudi, ja, se pravi, druge težave so se pojavile, mislim, da bi bila ta posodobitev na mestu. Potem pa najbolj obsežen, ko smo ga napisali 10. amandma, da se iz točke C2 postavka materialni in drugi odhodki prenese 40.000 evrov na novo postavko, ki bi se imenovala razpisi dejavnosti študentskih društev, zvez in zavodov. Zakaj? Študentska organizacija, vsi naši ŠOVZ skozi leta organiziramo veliko raznolikih dejavnosti za študente in študentke, ampak moramo razumeti, da mi nismo edini, ki izvajamo aktivnosti za študente, smo pa tisti, se pravi tisti, ki nam je država delegirala 4 milijone proračunskih sredstev za študentske zadeve. Med študenti različnih fakultet, to tudi sami poznate, je ogromno študentskih društev, izvajajo razne izobraževalne, družabne aktivnosti, pišejo revije, ekskurzije, delajo izmenjave in tako naprej. Večino jih deluje, oziroma vsa deluje na prostovoljni bazi, brez plač, brez honorarjev, potegujejo se za iste razpise, ki so zmer manjši, v tem času draginje, so zmer bolj drobtince, iščejo sponzorje, fakultete in tako naprej. Zato se mi zdi edin fair, da mi kot predstavniki študentov v študentski organizaciji, ki pač imamo upravljanje s tem denarjem, prepoznamo, da nismo nujno samo mi tisti, ki ta denar porabljamo, ampak je prav, da vsaj del teh sredstev damo upravljanje tudi aktivnosti študentov, ki niso nujno v družini šov. Zdaj, ta omenjena postavka ni nova, jaz ne odkrivam tople vode, tukaj obstala je že v prejšnjih finančnih načrtih, se pravi, če ste brali ta amandma, ne bom zdaj šel čez vse številke, ampak večinoma se je gibala okrog 100.000, 200.000 evrov, 150.000 evrov in potem je ni bilo več od leta 2019 naprej. Sicer pa ste rekli, ja, ok, pojavlja se nova postavka, projekti študentskih društev na kampusu. Ta postavka omogoča društvom, da zastonj koristijo kampus za svoje aktivnosti iz pač našega denarja, ampak mislimo, da je to preveč omejujoče, to ni dosti. Se pravi, društvo rabijo tudi druge stvari kot samo prostore. Društvo rabijo opremo, rabijo material, rabijo nekaj denarja za organizacijo, ekskurzij in tako naprej. In tudi jaz poznam par starejših članov društev, ki se pač spomnijo, da so se v preteklosti financirali z razpisov študentske organizacije in še zmeraj refreshajo arhiv novic na naši strani, da vidijo, če kakšen nov razpis vam pride, ampak jih pač ni, razen teh za kampus. Zato se mi zdi prav, da bi vsaj 40.000 evrov namenili, se pravi, poleg teh 60.000, ki so namenjeni za projekte na kampusu, da bi 40.000 namenili za razpise, za vse druge stvari, ki jih razna društva delajo. Za nas je to malo denarja, ampak če je kdo od vas v kakšnih društvih, veste, da vsak evro znajo zelo dobro obrniti. In pač vsako društvo dobijo 1000 evrov, je to za njih veliko. Tako da ja, to mislim, da so iz moje strani. Hvala. Zdaj, če najprej pokomentiramo 6. amandma, torej odvzem 10.000 evrov iz proračunske rezerve, ki naj bi letos znašala 2.200 evrov. Bi bilo moje prvo vprašanje sploh, kaj je ta proračunska rezerva in kako se je v prejšnjih letih sploh upravljalo z njo? Ja, proračunska rezerva so sredstva, ki jih je šel tudi po internih aktih zavezan dati na stran. To je nekje, zdaj ne vem na pamet, ampak med 3 in 5% vseh sredstev. Gre pa za to, da se ta sredstva porabljajo v primeru nekih izrednih razmer. Je pa se v praksi v zadnjih letih študentske organizacije opazilo, da ta sredstva porabljajo zelo pač po nekih čist prostih kriterijih. To je recimo, če se zgodi nek koncert, pa ni denarja, da se ga financira, se potem pač vzame denar iz proračunske rezerve. Tako je na primer lansko leto, ko je bil ta velik koncert na kampusu Meter, pa še 2 benda, je
pač iz proračunske rezerve se financiral, ampak iz tako kar velikega dela, no, mislim tako 44% proračunske rezerve. 10% od 140 tisoč je 14 tisoč evrov, kar pomeni, da nam še zmeraj ostane 16 tisoč evrov do 30 tisoč evrov plusa. Poleg tega je tudi pomembno, da se zavedamo, da bi rad šport organiziral Evropsko prvenstvo mednarodno v basketu 3x3, ki bo potekalo leta 2025. Omenjeno je bilo, da bi se priprava na to tekmovanje izvajala že prej in da je smiselno, da se ta denar, ki je namenjen temu, že prej porazdeli, ampak se pa nam zdi vseeno, da je denarja v tej postavki vendarle dovolj in da bi si mogoče lahko Radio Študent vseeno privoščil teh 15 tisoč evrov, kot je že povedal kolega Vrhovnik, ki jih res krvavo potrebujejo. Ne smemo pozabiti, da RŠ, kot je že bilo rečeno, res je v službi študentov, v službi ljudi in da skrbi za izobraževanje, da skrbi za informiranje študentov in se nam zdi v poslanskem klubu Glas, da bi se lahko namenilo teh 15 tisoč evrov iz Šov šport v Radio Študent, amandma številka 9. To je to. Hvala lepa. Hvala. Imamo še kakšno predstavitev amandmajev, ali smo izčrpali? Še eno. David Vidmar, študentska organizacija medicinske fakultete. Jaz bom pa predstavil 4 amandmaje in sicer v okviru študentskega tolarja, potem tujih študentov in na koncu še en predlog prenosa v okviru Radio Študent. In sicer, če pričnem z drugim amandmajem, kjer v bistvu predlagamo 3 prenose sredstev. In prvi predlog v bistvu je, da bi iz točke A5, resor za informiranje in razvoj pod postavko CGP, ki znaša 50 tisoč evrov, prenesli 15 tisoč evrov na točko A14, fundacija Študentski tolar. Zdaj novo nastali resor, torej resor za informiranje in razvoj, je finančno najbolj podkrepljen resor znotraj ŠOL, čeprav nima izkušenj na področju delovanja in nima še trenutno prave strukture za ta sredstva, ki so namenjena zanjo. V bistvu neke vrste prvi poskus. Resor naj bi skrbel zgolj za usklajeno grafično podobo, prevzel bi nadzor nad dotokom informacij in marketinškim aspektom organizacije. V tem trenutku pa se ogromno študentov sooča z dvigom cen vseh vrst energije, prehrane in najemnin, zato se nam zdi bolj nujno, če pogledamo primerjalno, da se ukrepi socialni aspekt organizacije, ki bo imel dejansko trenutno z našega stališča bolj potrebne učinke med študenti. Potem v okviru drugega amandmaja naslednji predlog prenosa sredstev in sicer iz točke A5 resor za informiranje in razvoj pod postavko viralne akcije, ki znaša 20 tisoč evrov, bi prenesli 5 tisoč evrov na točko A14 fundacije Študentski tolar in prav tako v bistvu prejšnja obrazložitev velja za ta predlog prenosa. Se nam zdi, da je Študentski tolar bolj potreben teh sredstev v tem času, v tej krizi, ki je trenutno prisotna v študentski populaciji. Potem pod drugim amandmajem tretji predlog prenosa je pa prenos iz točke A5 resor za informiranje in razvoj pod postavko administracija, ki znaša 25 tisoč evrov. Predlagamo prenos 5 tisočih evrov na točko A14 fundacija Študentski tolar in sicer bi poleg prejšnje opredelitve pomembnosti študentskega tolarja v trenutni krizi. Tukaj je spet razvidno, da v bistvu opozicija vse svoje argumente bazira na tej socialni tematiki, torej da to v bistvu manjka oziroma ni dovolj finančno podkrepljeno v tem letošnjem proračunu. Za recimo novo nastali resor za informiranje in razvoj pa so namenili kar 50 tisoč evrov in zato so ga tukaj tudi malce razdelali oziroma hoteli preobraziti in nekaj denarja nameniti tudi študentskemu tolarju. Kaj sploh ne bi bil ta resor za informiranje in razvoj? Ja, resor za informiranje in razvoj
kot je že na prejšnji seji poudaril novi vodja resorja Tilen Klinc, gre tukaj v bistvu, mislim, če vzamemo postavko CGP ali celostna grafična podoba, ki šteje nekih, točno 50.000 evrov, je v bistvu tukaj pač gre za to, da se oblikuje ne vem, pač celostno grafično podobo lahko vzamemo kot, ne vem, tukaj lahko pride upoštev prenova spletne strani, pač zakup nekih fontov, ustvarjanje, mislim, vizitk, nekih drugih tudi tiskovin in tako naprej. Zdaj gre za to, da bi oni, mislim, da bi se tukaj želeli poenotiti nekako grafično podobo tudi ŠOVZ-jev recimo in jim nuditi pomoč pri tem. Je pa nekoliko zanimiv ta znesek 50.000 evrov, ki je morda, kot je tudi ljudem, ki na tem področju delujejo, morda mal visok, pa morda sploh zaradi tega, da je pač trenutni finančni načrt po novem 2-letni, kar tudi je nekoliko čudno, če pogledamo, da se bo naslednje leto pač, da bo resor, je predvideno, da bo dobil pač enako sredstva, ne. Torej bo ponovna grafična preobrazba še naslednje leto. To v bistvu lahko napovemo in pričakujemo. Ja. Obenem pa tudi gre tukaj za to, da pač oni bodo organizirali tudi nekaj izobraževanja za grafične oblikovalce in tako naprej, kar pa tudi se tukaj pač zastavlja neko vprašanje, ne, po kakšnem ključu se bo to tukaj izbiralo, sploh ljudi, ki bodo druge izobraževali o tem. Ja. Vprašanje torej ostaje še vedno v zraku, prisluhnimo še malo Davidu Vidmarju, če bo predstavil še kakšen amandma. Zato se nam zdi ta raziskava izrednega pomena, trenutno sicer menimo, da bodo ti študenti še dlje zapostavljeni. Potem 7. amandma pa se dotika Radio Študent in sicer je predlog, da bi se iz točke C1, materialni in drugi stroški, 14.000 evrov, preneslo 70.000 evrov na točko A13, postavka Radio Študent. Materialni stroški študentskega zbora v lanskem proračunu niso presegli 4.000 evrov, v letošnjem dvigu sredstev tej postavki pa bo materialnim stroškom namenjenih 10.000 evrov več. Prav tako je kolega Igličar zadnjič, in to res ne mislim kot napad, je omenil, da se predsedstvo študentskega zbora letno plača recimo vsaj 3 večerje in menimo, da bi mogoče kakšna večerja manj ali 2 večerji manj, kakorkoli bi se to izpeljalo, lahko v bistvu poplačala više sredstva Radio Študent, torej da bi se za 7.000 evrov več namenilo Radio Študent in s tem lahko optimizirali svoje delovanje. Pa še za konec bi omenil celotnega poslanskega kluba Glas rad izpostavil, da naši predlogi amandmaji niso mišljeni kot napad, so iskreni predlogi z naše strani, mislimo, da bi to dejansko pomagalo študentski organizaciji, ne želimo blatiti ugleda, vsi smo tukaj kolegi, smo nek kolektiv v študentskem zboru in moramo sodelovati za boljše študentske populacije. Hvala. Hvala za predstavitev. Tako, zdaj lahko pričakujemo odgovor, lahko pa tudi pokomentiramo tole ta nežen napad, v bistvu, ki je hotel malo zakriti oziroma preprečiti, da bi spet kdo komentiral, da gre za napad ali pa kršenje ugleda sami študentske organizacije, ampak bomo prepustili besedo človeku, ki je to izjavil na prejšnji seji. Jaz pa bi argumentiral, zakaj vztrajam pri finančnem planu, ki smo ga veliko časa oziroma dolgo obdobje pripravljali znotraj organizacije in bi kar šel amandma po amandmaju in argumentiral, zakaj vztrajam pri finančnem planu za leti 2023 in 2024, takšen, ki sem vas poslal že prvo sejo in pa zdaj tudi drugo. Zdaj prvi amandma, morate vedeti, da Radio Študent ne more biti privilegiran med zavodi, ker moramo kot organizacija podpirati tudi druge dejavnosti. Zdaj, okolikor bi dvignili Radio Študent, bi mogli tudi ostalim zavodom. Če pa se spomnite, na moji predstavitvi prvega branja sem rekel, da smo letos pri proračunu predvsem gledali, da se zvišajo študentske postavke, to mislim predvsem projekti, resorji, stalne dejavnosti.
Če gremo na drugo točko, se pravi večanje proračunskih sredstev Fundacije Študentski tolar, zdaj tu je treba omeniti, da smo tudi da smo Fundaciji Študentski tolar dvignili sredstva. Velikokrat se pa pozabi, da na organizaciji pomagamo tudi drugače, predvsem prek Zavoda Študentska svetovalnica, nudimo brezplačno pravno pomoč, prav tako pa psihosocialno pomoč študentom, ki je v pokoronskem času kar narasla in tudi tukaj pomagamo, ne samo finančno, ampak tudi z ostalimi zadevami, ki jih kot organizacije nudimo. Zdaj, tretji amandma, prenos sredstev na klub študentskih družin. Zdaj, jaz sem se z vodjo resorja, z omenjenim vodjem resorja tudi slišal in mi je zatrdil, da že ta projekt izvaja, tako da že potekajo delavnice z klubom študentskih družin. Obrazložitev, tu je treba povedati, da nikoli ni šel denar pa financiranje posameznikom na TRR, ampak je šel predvsem za delavnice, se pravi za to, kako se pač deluje v času, ko ima študentska družina otroke. Zdaj, tretji amandma, recepcija. Zdaj, tu morate vedeti, ko smo pripravljali proračun, sem velikokrat sedel tudi z vodji resorjev. Zdaj, ukolikor vodja resorja misli, da je za recepcijo potrebna taka številka denarja, ga podpiram in bom tudi to odločitev podpiral naprej, zaradi tega, ker ukolikor je bil imenovan na nek tak položaj, tudi ve, kaj je najbolj primerno v njegovem resorju oziroma kako visoka posamezna postavka bo na njegovem resorju. Če gremo na peti amandma, ki govori o raziskavi položaja tujih študentov, zdaj tu je treba povedati, da je to zanimiv predlog. Edina točka, na katero bi se navlekel, je, da je to predvsem tematika Študentske organizacije Slovenije, ne pa Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, zaradi tega, ker je ŠOS krovna organizacija, ki deluje predvsem politično, ŠOU v Ljubljani je pa organizacija, ki deluje predvsem bolj projektno in pa bolj v stiku z terenom. Kar se tiče posodobitev sistema projektnega vodenja, zdaj, vkolikor bi bilo 10 000 evrov zadosti, da se to spremeni, bi rekel, podprimo ta amandma, ampak ta finančna sredstva so mnogo večja, ker gre to za korenito spremembo samega sistema projektnega vodenja, tako da 10 000 evrov zagotovo ni višina sredstev, ki bi zagotovila boljšo oziroma primerno spremenitev le prej omenjenega predloga. Zdaj, kar se tiče 7. amandmaja, sem povedal že pri obrazložitvi prvega, se pravi Radio Študent, tudi 9. amandma je Radio Študent, potem tudi 11. amandma je Radio Študent. Če pa se dotaknemo 10. amandmaja, da bi se sredstva predstavila na razpis dejavnosti študentskih društev, zvez in zavodov, bi pa rad omenil to, da smo na ŠOU že dlje časa seznanjeni s to problematiko. Zdaj v proračunu smo predlagali 340 000 evrov sredstev študentskim organizacijam, visokošolskim zavodom, tudi prek stalnih projektov in druga, tudi razpisov na kampusu. Vendar se mi zdi nepravično, da društva financira samo Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ob tem, da ima država preko 13 milijardni proračun in nenazadnje, da ima Univerza v Ljubljani preko 400 milijonski proračun. Je pa res, da smo vedno na predsedstvu in pa organizaciji večje projekte, v kateri so bili moč, da jih študenti organizirajo, predstavili na predsedstvu, v njih pokomentirali in zmeram pomagali po svojih najboljših zmožnostih, da so ti projekti postali tudi realnost. Tako da to je skratka to, se pravi 11. amandma, kot sem že rekel, zopet Radio Študent. In tako kot sem že omenil velikokrat, finančni plan za leti 2023 in 2024 se je delal dlje časa. Vztrajam pri tem proračunu zaradi tega, ker je v njega bilo vloženo dosti energije, truda, znanja. Zato bi prosil, da danes poslanci podprete ta proračun oziroma finančni plan za leti 2023 in 2024, da boste lahko v koncu tega študijskega leta in pa začetku naslednjega študijskega leta uživali v obštudijskih dejavnostih, tako vsebinskih, socialnih, kulturnih, zabavnih in športnih. Tega to bi bilo to z moje strani. Hvala za predstavitev. Uživanje torej kot glavni namen vsega tega.
Ja, no, ampak v bistvu gre kljub temu za, mislim, če tudi bi pač opozicijski poslanci sredstva namenili kakšnem drugem zavodu, bi pač še vedno pač linija, ki jo predsednik zavzema, bila pač ista. Ampak gre sploh za to, da študentska organizacija nameni velik del pač svojih sredstev lastnem delovanju. In tudi v nekaterih primerih, nekaterih resorjev, kot je resor za študijsko problematiko, in to je tudi navedeno v obrazložitvi finančnega načrta, so tudi sami projekti bolj dopolnilo vsebinskega dela resorjev, kot pa neki samostoječi projekti, ne? Mislim, da je zdaj besedo dobil Peter Alojz Marn, tako da prisluhnimo še temu opozicijskemu poslancu. Kontinuirano, pardon. RŠ pa je, res mislim, RŠ ne prosi za veliko. RŠ prosi za tisti minimum, ki ga potrebuje, in meni se zdi prav, da pomagamo RŠ-u, če rabi digitalizirati arhiv, ki je star, ki ga lahko uniči kakšna naravna katastrofa ali bog ne daj kaj hujšega. In če mi ta heritage, ne vem, kako se reče sploh v slovenščini, ne najdem besede, zapuščina, ki jo ima RŠ, ki je v evropskem merilu neprimerljiva in je pomembna tako za študente, kot za državo, kot za kulturo, občo, mislim, da je pomembno in celo nujno, da se v to vloži. Da se vloži ta denar v to, kjer ga res potrebujemo. In RŠ ga za razliko od drugih zavodov, kot sem že rekel, ki dobro poslujejo, ga res potrebuje in ne bi nas ubilo, če bi mu malo denarja namenili. Mislim, to res iskreno mislim. Bi se pa še navezal na to, kar je rekel kolega Petek, da je bilo v ta proračun vloženega veliko truda, veliko dela. In jaz, hvala Bogu, sem zelo vesel. Kljub temu pa se mi zdi, da tudi če je bilo v eno stvar vloženo ogromno dela, da ta stvar ne more postati boljša z nekaterimi majhnimi popravki, ki so recimo naši amandmaji. Res mislim, da vsi cenimo delo, ki ga opravljate, skupaj s predsedstvom pa z vodji resorja, ampak dajmo si pomagati tudi en drugmu, pa sprejeti tudi kakšno pozitivno kritiko in predlog za boljši šov in za bolj študentom prijazen šov. No. Hvala. Ima še kdo željo po razpravi? Ja. Ja, jaz bi se tukaj kar navezal na mojega predhodnika, kolega tovariša Marna. Se pravi, kot je bilo rečeno, ogromno truda in dela je bilo vloženega v ta proračun. Enako ogromno truda in dela vsak dan vlagajo novinarji RŠ-a, tehniki na RŠ-u in ostali, ki skrbijo za nemoteno delovanje. Jaz bom osebno priznal, ko se zjutraj zbudim, odprem najprej Radio Študent, da še od včerajšnjega dneva preberem članke, ki jih objavi aktualno politične redakcije, kulture in pa tudi univerze. Kakršnokoli vprašanje imam na področju, kaj se dogaja na Ljubljanski univerzi ali pa v širšem univerzitetnem prostoru, se obrnem na Radio Študent, ker mislim, da tam najdem lahko najbolj eksaktne informacije o tem, kaj se zares dogaja. In kot drugo je že kolega omenil to dediščino, ki jo ima Radio Študent. Radio Študent ni nastal kot nekaj kar tako, ampak je dediščina študentskih uporov. Je tudi ena od teh dediščin je na primer tudi študentska revija Tribuna, ki je mogoče tudi podfinancirana v resnici in je skozi zgodovino upravljala izredno pomembno delo o tem, da je bilo študentstvo neka avantgarda. In ker tega Tribuna danes ne opravlja več, ker proizvaja komercialne članke, Radio Študent pa še vedno skrbi, da proizvaja nekaj kritičnega, nekaj, kar ima nek doseg in lahko zelo dobro vpliva na kritično mišljenje posameznika
se mi res zdi smiselno in ni to seveda zdaj neko nabiranje političnih točk, pa da bi ne vem kakšne presežke radi dali Radiu Študent, da se bodo potem kopali v denarju in ne vem kaj, ampak je res to gola zagotovitev vseh potrebnih sredstev in mogoče dviga teh minimalnih, se pravi honorarijev, ki jih dobijo na članek in pa kot smo rekli, izobraževanje, digitalizacija arhiva, postavitev nove spletne strani, da bo Radio Študent še bolje in v še večjem obsegu lahko deloval tudi v prihodnosti, v naslednjih 2 letih predvsem, če bi potrdili naše amandmaje. Tako da res mislim, da naši amandmaji niso usmerjeni k temu, da bi organizacijo postavili v kakršenkoli neroden način ali pa da bi bilo to neko načrtno nagajanje, ki je podkrepljeno s kakršnimi koli afinitetami, ki jih imamo, ampak je res gola želja po temu, da nekaj tako odličnega, kot imamo v našem prostoru, ohranimo še naprej v tem polnem sijaju. Sam bi se pa dotaknil 5. amandmaja in sicer mi je zelo všeč ta točka, ki je kolega Petek postavil, da v bistvu je ta raziskava položaja tujih študentov v Sloveniji neka zapletena stvar, ki bi morda res bila bolj v podstojnosti Študentske organizacije Slovenije, da se res po celotni naši državi lotimo tega, v bistvu te rešitve, ampak imamo ob tem komentarju hkrati par pomislekov. In sicer bi zdaj moj predlog bil, da bi kot ŠOUL to raziskavo izvedli zgolj znotraj Univerze v Ljubljani. Saj zdaj menim, da če zdaj mi to prenašamo na Študentsko organizacijo v Sloveniji in se tudi tam sredstva prenašajo, bo zdaj tuji študenti zgolj še dlje čakali, medtem ko mi lahko to začnemo zdaj. Če sprejmemo to, se bo začela raziskava in se bo začela situacija urejati. To ni nekaj, kar lahko čaka, vsaj moje mnenje je takšno, saj že na naši fakulteti zdaj celo leto čakajo tuji študentje in se nič ne spreminja. In vseeno, če pogledamo Univerzo v Ljubljani, že sama je kot neka država znotraj države. Mislim, to je ogromna zadeva, ogromna organizacija, tako da se mi zdi, da če že samo znotraj Univerze v Ljubljani to raziskavo naredimo, da je dobro, da bi se sami tega lotili, zaradi tega, ker je že tako zapletena zgolj naša univerza. In ena stvar je, da s tem lahko vplivamo na Univerzo v Mariboru in Univerzo na Primorskem, da tudi oni sami te raziskave naredijo in potem v bistvu neko metaanalizo spravimo skupaj, kar pa lahko potem ŠOS vodi recimo. In en pomislek je tudi, da mi dejansko imamo sposobnost to narediti, samo da moramo reči. Zdaj pa seveda kakšne koli kritike imate na to sprejemam. Ne napadalno, pardon. Sem tako rekel zdaj. Še ena kratka beseda, da ne bom ponavljal argumentov, kar se tiče RŠ-ja. Jaz ne vidim razloga, da bi bil to privilegiran zavod, če bi mu povečali financiranje, zato ker tudi ni nikjer ne piše, da bi mogli biti postavke za zavode povezane. Sej RŠ pa Kersnikova, če gledamo proračun, imata najmanj denarja izmed vseh zavodov, pa tudi ne vem razloga, zakaj bi bilo to povezano. Pač zavode financiramo glede na njihove potrebe in pač, kot je bilo že večkrat omenjeno, ima RŠ precej večje potrebe, kot jih financiramo, ne? Se pravi nekako bolj podhranjen. Kar se pa tiče, se pravi tega 10. amandmaja, kar se tiče razpisi dejavnosti študentskih društev, zvez in zavodov, ja, pač res je, sej tudi sam delujem v društvu, vem, kakšni so razpisi in recimo za razpis Republike Slovenije za mladino, take je državen, je zelo velik razpis, ampak načeloma ga dobijo večja društva in tudi precej je težko se je prijavljati, veliko je treba delati in kakšna manjša društva na fakultetah nimajo te opcije. Razpis mestne občine Ljubljana je podoben, tudi moraš precej veliko moraš delati, recimo pri nam razne javno-zdravstvene projekte prijavljamo gor.
oni pač faksi pa pač kakor dajo, ne, se pravi, par predstavnikov društva poznam, pa tudi ne samo iz medicine, tudi iz drugih faksov, ki pač potrebujejo čim več, kako bi rekel, iz raznovrstnih virov sredstva, ker pač to, kar imajo zaenkrat, je premalo in mislim, da je bilo precej fair, da bi tudi študentska organizacija dala, pa če je samo 40 000, je pa pač že to precej veliko za društva. No. Hvala. Je še želja po razpravi? Če ne, Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Prvo bi rad povedal, da sem ponosen tudi na to, da prvič v 3 letih, odkar sedim oziroma stojim tu pred vami kot predsednik, sem dobil tudi pohvalo sa strani opozicije. Tako da bi se na tem mestu tudi zahvalil, ne da bi bilo karkoli provokativnega, ampak nekatere zadeve res delamo dobro. Zdaj na drugo in četrto vprašanje sem odgovor povedal že med samo predstavitvijo amandmajev. Kar se tiče pa s kolega iz medicinske fakultete, zdaj tisti, ko je dobro poslušal mojo predstavitev prej, je slišal, da se nekateri večji projekti lahko predstavijo predsedstvu, pa se na to v tem odloča, ali bomo ta projekt izvajali. Ne, jaz mislim, da je to projekt, ki bi ga lahko naredili skupno in bi mogel iti prvotno naprej že na naslednjo predsedstvo in da nek tak projekt o raziskavi v tujih študentov naredimo. Res bi rad se zahvalil, da tudi opozicija participira pri grajenju šova kot takega v naše skupnosti in ostalo. Zato bi povabil celoten poslanski klub GLAS, da se mogoče neformalno dobimo in pokomentiramo in delovanje za naprej, mogoče kak skupen projekt naredimo, ker le tako, če delujemo skupno, lahko delamo skupno za boljši jutri študentov in pa celotnega imena naše organizacije. Tako da se na tem mestu zahvaljujem resno še enkrat, da smo tudi pohvale dobili. Hvala. To je bil nekako prvi krog razprave. Za vsak slučaj vprašam, a je še želja po razpravi, kljub temu, da se mi zdi, da smo svoja stališča precej izčrpali. Če ne, pol predlagam, da nadaljujemo na drugi del te točke dnevnega reda in sicer na glasovanje. Skladno s proceduro bomo najprej glasovali o amandmajih, glasujemo seveda o vsakem amandmaju posebej, na tak način, kot smo to delali do sedaj, se pravi z dvigovanjem kartončkov skupinsko. Po odločanju o amandmajih pa prehajamo na odločanje o samem predlogu finančnega načrta, kjer pa glasujemo javno in poimensko, kar pomeni, da vas bo tajnica poklicala in dvignete kartonček ob tem, ko ste pozvani. Samo ena hitra intervencija, zdaj bojo amandmaji, ki so že položeni prebrani, ker mislim, vse je minila zdaj 1 ura in kako se točno sredstva razporejajo, se mi zdi smiselno, da bi bilo te amandmaje, vse te začetne postavke, kako jim se prenašajo sredstva, smiselno zdaj na tej točki prebrati, da ne bo glasovanje. Ok, a se zaupa predsedujočemu, da prevere iz priloge, ali bi sami prišli prebrati? Okay. No, pa prehajamo na glasovanje. V prvem amandmaju pa najprej prebral sam sklep, pol pa vsebino. Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje amandma 1 k finančnemu načrtu za obdobje 2023-2024. Amandma se glasi točka A. Iz točke A1 študijska problematika pod postavko priprava vsebinskih izhodišč in analiza stanja se prenese 5000 evrov na točko A13 pod postavko Radio študent. Točka B. Iz točke A1 študijska problematika pod postavko ostali projekti se prenese 2500 evrov na točko A13 pod postavko Radio študent. Kdo je za? Kdo je vzdržan? Kdo je proti? Ugotavljam, da amandma, za katere je mimogrede potrebna ista večina kot za same spremembe oziroma sprejem proračuna potrebna ista večina. Prehajamo na drugi amandma, ki se enako kot prejšnji glasi. Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje amandma 2 k finančnemu načrtu za obdobje 2023-2024.
Drugi amandma se glasi: iz točke A5 resor za informiranje in razvoj pod postavko CGP se prenese 15.000 evrov na točko A14 fundacija Študentski tolar. Točka B, iz točke A5 resor za informiranje in razvoj pod postavko viralne akcije se prenese 5.000 evrov na točko A14 fundacija Študentski tolar. Točka C, iz točke A5 resor za informiranje in razvoj pod postavko administracija se prenese 5.000 evrov na točko A14 fundacija Študentski tolar. Kdo je za? Kdo je vzdržan? Zdaj, kot pričakovano, ne, v samem video prenosu oziroma videu ne vidimo, kdo in kako se glasuje, pa tudi lahko že malce predvidevamo, da bo vsaj večina, če ne že vsi amandmaji, torej ne bodo sprejeti. Tako da na tem mestu lahko v bistvu poveva, da je ena od zanimivejših tem oziroma preobratov same seje tale dialog, ki naj bi se vzpostavil med torej opozicijo in pozicijo, vsaj tako je zdaj tukaj Klemen Petek slavnostno napovedal, torej neko sodelovanje poslanske skupine GAS, kot jo je preimenoval, in pa same pozicije. Kako to komentiraš? Ja, no, mislim, najprej pač še enkrat glede glasovanja, pač, mislim, na prejšnji seji se je glasovalo tajno, ko so volili, naprimer, vodjo resorja, novega tega resorja za razvoj in informiranje, ampak to so javna glasovanja in tukaj pač zdaj gledalci oziroma kdorkoli pač ni utegnil danes ob 7 na kampus, pač ne morejo videti, kako se odločajo njihovi predstavniki, ne vem, na njihovih fakultetah, iz njihovih fakultet. Glede dialoga pa tako, ne, mislim, se to se stalno poudarja, ne, da oni hočejo dialog, ampak ne glede na to pač se tukaj zavrača vse amandmaje. Torej, pogovarjamo se lahko, ko pride do časa odločitve, pa pač tega pogovora v bistvu, ta pogovor ni imel nobene vloge. Tako pač splošno je ena kritika opozicije, da šov namenja preveč sredstev lastnemu delovanju, ampak tukaj pač to ostaja nespremenjeno. Sredstva zdaj na splošno v finančnem načrtu so se zmanjšala za zavode in se zmanjšujejo v veliki meri tudi za projekte, zvišujejo pa se za delovanje samih resorjev ali njihovo pač vsebinsko delo, ne, ki ga vidijo kot pravo poslanstvo, ne, študentska organizacija. Tako napoveva lahko, da, tako kot sva že v samem uvodu nekako namignila, večina amandmajev, oziroma če se ne motim prav, vsi amandmaji torej niso bili sprejeti, tako da vas lahko na tem mestu pustiva k lastni presoji, torej ali želite spremljati še glasovanje oziroma kako vodja tukaj zbora v bistvu samo dviguje tele rdeče kartone. Na tem mestu mogoče tudi zaključiva najin del tega videa, poveva, da ste vabljeni k naslednjemu ogledu, če bo ta seveda možen, torej v živo. Mi se bomo naprej borili, da tokrat naše ekipe ne bo... Na kampus pripravljajo vedno bolje pripravljene. Tako, ja. In morda še samo poveva, kaj se bo v nadaljevanju zgodilo. Na točki bo obravnava odkupa prostorov zavoda Šolt, ki je lani odšel iz družine Šov, kot se izrazi, mislim, kot Šov in njegove zavode poimenuje Klemen Petek. To so prostori na Vojkovi 63, ki jih je Šov odkupil za okoli 400.000 evrov. Potem pa še spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnem poslovanju in na to sledi še točka razno. Bo pa v
naslednjem tednu. Tu na valovih Radia Študent 89,3 en povzetek 5. redne seje za vse, ki si ne bi želeli ogledati polnih nekih 2 ur seje. Tako, nadejamo se, da vseeno še vedno sledite naši frekvenci in seveda se slišimo še kaj v etru. Lahko pa vse poslušalce, v tem primeru tudi gledalce, napotimo do naše spletne ankete, kjer lahko sami izrazite svoje mnenje in tudi poveste, torej, kaj je dobrega na naši frekvenci in tudi sami se seveda odločite, če želite biti del te zgodbe tudi s kakšno donacijo. Na tem mestu se torej poslavljava Tibor in Maruša, vas pa prepuščava torej kampusu oziroma še ostalim 3 točkam 5. redne seje študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. Nasvidenje. Glasovanje o predlogu finančnega načrta. Na glasovanje dajem sklep, ki se glasi: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje finančni načrt za obdobje 2023-2024. Prosim tajnico, da pokliče poslance. Baš, Cirar, Cvetko, Davidovič, Debeljak, Dobnik, Gaši, Igličar, Jenko, Kanurič, Kavčič Jernej, Kavčič Jure, Klančar, Kodarin, Končan, Kržič, Maren, Matejčič, Matos, Mikicar, Mihalič, Naglič, Nikolovska, Ornik, Polajnar, Rajgel, Skender, Slunski, Svečko, Šter, Štrekelj, Tepeš, Tomše, Tratar, Vidmar, Vračevič, Vrhovnik in pa Vršič Ridel. Hvala lepa. Ugotavljam, da je bil predlog finančnega načrta za obdobje 2023-2024 sprejet s 34 glasovi za, 2 vzdržanima in 2 proti. To zaključuje to točko dnevnega reda in prehajamo na točko 3, Zavod Šolt. Pod to točko dnevnega reda bomo obravnavali razmerje med ŠOU v Ljubljani in Zavodom Šolt, ki je zadeva, ki se vleče že kar nekaj časa in je vsaj na tej točki očitno pri koncu, in v skladu s tem bi enako kot napovedujem pri ostalih točkah dnevnega reda, kjer bomo spreminjali akte, predlagal, da glede na situacijo sprejmemo podoben proceduralen sklep, kot smo ga sprejeli na zadnje, ko smo spremenjali akte, in sicer, da bi v tem primeru spreminjali te akte, ki se sicer spreminjajo po dvofaznem postopku, po enomfaznem postopku, ker skupaj s predlagateljem ocenjujemo, da vsaj glede na konkretno vsebino oziroma na konkretne okoliščine pri vsakem posebej nista potrebna 2 kroga obravnave na posameznih sejah. Tako da dajem na glasovanje proceduralni sklep. Študentski zbor ŠOU v Ljubljani bo o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi Zavoda Šolt odločal v enofaznem postopku. Kdo je za?
Okay. Kdo je vzdržan? Kdo je proti? Ugotavljam, da je bil proceduralni sklep sprejet, s tem pa predajam besedo direktorju. Predsednik, spoštovane poslanke, poslanci, res kot je dejal predsednik zbora že prej, ene zadeve se kar vlečajo, ampak določene zadeve zahtevajo kar nekaj časa, še posebej, ko govorimo o nekih pravno-formalnih oblikah, ki jih ima študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Ena od teh je Zavod Šolt. Bom zelo na kratko probal osvežiti, zakaj zadeva gre. V tem pred 3 leti je praktično že študentski zbor takratni sprejel odločitev na pobudo tudi Zavoda Šolt, da nekako se odcepimo in da gremo po svoje, pomeni, da bo študentska organizacija Univerze v Ljubljani izstopila iz soustanoviteljstva do Zavoda Šolt. Do zdaj je v Zavodu Šolt to tako, da 50% ima študentska organizacija Univerze v Ljubljani in 50% društvo Šolt, ki je tudi prvotni ustanovitelj izpred 60 let. Pred 20 leti smo prišli skupaj, sedaj smo nekako prišli tudi pred leti že do tega, da je v redu, da gre vsak po svoji poti, da se potem Zavod Šolt lahko razvija naprej. Sedaj imamo 3 zadeve tukaj. Najprej, da gremo vse po pravno-formalnih zadevah, pripravili so to vse odvetniki, jaz bi vam rad seveda sedaj to predstavil, da imamo vse urejeno, da bo tudi pravno-formalno urejen in pravilen izstop iz samega Zavoda Šolt. Najprej bi sprejeli sklep o spremembi akta o ustanovitvi Zavoda za izobraževanje Šolt. Samo en člen je in v tistem členu bi v 18., kot ste dobili tudi v gradivu, se spremeni 18. člen in je nova dikcija tako, da ustanovitelju, ki izstopi iz zavoda, je zavod dolžan izplačati vrednost njegovega ustanovitvenega deleža. Tukaj mi dobivamo sploh podlago, da lahko naredimo nekako delitveno bilanco in izstop. In sedaj, ko bi potem potrdili tale sklep o spremembi akta, lahko gremo naprej na potrditve pogodbe o izstopu. Pogodba o izstopu govori pač o tem, da bo ostali soustanovitelj, ki ostane, prenesel te zadeve na Zavod Šolt, ki bo seveda nas kot drugega soustanovitelja poplačal. Mogoče, da malo povem bolj po domače, ko smo pregledali, kaj se sploh je v Zavodu Šolt, ker veste, da zavodi večinoma nimajo nekega nepremičnin in vsega ostalega, to je pri ostalih naših zavodih. Samo v Zavodu Šolt se pa pojavijo nepremičnine na Vojkovi 63, katere lastnik smo, rečemo polovico, oba dva so ustanovitelja. Ampak teh ne moremo niti mi si vzeti, niti drugi soustanovitelj. Zato smo naredili tako, da bi po pogodbi o izstopu še naredili kupoprodajno pogodbo, da bi mi odkupili tale delež oziroma nepremičnino na Vojkovi 63. Gre za 255 kvadratov nepremičnin, katere polovica je naša. Druga polovica pa seveda pripada, rečemo, drugemu soustanovitelju, društvo Šolt. Da ne bo preveč komplicirano, je tako, da bomo pri pogodbi o izstopu bo društvo oziroma Zavod Šolt nam plačalo 204 000 evrov, mi pa bomo potem pri kupoprodajni pogodbi odkupili vse prostore 255 kvadratov po vrednosti 408 000. To pomeni, celotni prostori so vrednoteni na 408 000, polovica je naša, polovica je njihova, ampak ker se Zavod Šolt tudi sam odločil, da sedaj po koroni in vsem ostalem ne potrebuje teh nepremičnin, potrebuje pa nujno neka sredstva, da seveda se preoblikuje in da gre po svoji poti naprej, je tudi bila odločitev strani Zavoda Šolt, da te prostore proda. In naš namen seveda je, da vsi ti naši zavodi, s katerimi gremo na razen, tako smo tudi šli pred leti z Zavodom Beletrina in vidite, kako uspešen zavod je postal, tako želimo tudi Zavodu Šolt, da seveda se reorganizira
Kajti predvsem veste, da je sedaj še posebej, ponavljam ponovno, po koronskem času in vse z glavno dejavnostjo, ki jo ima, to je izobraževanje na področju tujih jezikov, zelo na enem precepu in seveda vsi nekako v Zavodu Šolt se strinjajo s tem, da se morajo preoblikovati, da morajo nekako nastaviti zadeve za naprej in obenem, ko bojo samostojni, bodo se tudi lažje prijavljali na razpise, kar je tudi osnovna zgodba vseh naših zavodov iz preteklosti. Tako da govorimo o eni pozitivni zgodbi, nič ne govorimo o tem, da koga preganjamo ven in vse ostalo, stara več kot 3 leta že, ampak trajalo pa je res, da ne bom zdaj predolg, kajti pravno formalno smo morali vse te zadeve uriti in še nas seveda po tej čaka tiste glavni organ, vi prvo morate sedaj to potrditi in potem grejo zadeve naprej v samo izvedbo in tudi to ne bo zdaj izvedeno v pol meseca, ampak še mislim, da nas čaka še kar nekaj mesecev, da vse potem rešimo. Zdaj bi te, predsednik, bi prosil, zdaj zaenkrat je to, z veseljem še podrobneje obrazložimo, ampak ne bi rad zdaj preveč na dolgo in široko razlagal, govorimo o 3 zadevah, če je kakšno vprašanje, z veseljem seveda še poglobljeno obrazložimo. A je glede te točke dnevnega reda oziroma glede predstavitve mogoče želja po razpravi? Prosim. Mene samo zanima, govorimo o odkupu se pravi prostorov od Zavoda Šolt. Ja. Čemu bodo te prostori namenjeni in zakaj jih potrebuje študentska organizacija? Ja, glejte, zdaj kupujemo celoto, ker je ne moremo deliti. Mogoče bomo, ne že letos, ampak drugo leto bomo prišli pa bomo rekli, mogoče pa mi ne potrebujemo teh prostorov in jih bomo kasneje dali naprej, ampak sedaj ne vidimo druge poti, kot da jih odkupimo. Odkupna vrednost je nastavljena po cenitvah zdaj za to ljubljansko zadevo na 1600 evrov po kvadratu, polovica je naša, polovico bomo odkupili od Zavoda Šolt. Dogovarjamo pa se, to je pač zdaj interno, da bo Zavod Šolt še naprej bomo probali skupaj delati določene projekte in da jim bomo tudi pomagali pri zadeva, to pomeni, če bomo naredili kak skupen projekt, bo naš delež, da bo eventualno tudi v teh prostorih, ki so še opremljeni in ki so vse, lahko zadeve delali naprej. Ampak s tem zdaj ne govorimo, da jim dajemo brezplačno, delamo neke skupne projekte za naprej. In še enkrat, to je zelo pomembno, za Zavodom Šolt delamo projekte naprej, razmišljamo, kako bi kaj še sodelovali, nikakor to ne gre v neko enostransko pot in probamo nekako vseeno, kot ponavljam se že, nekako jim dati možnost, da se reorganizirajo. Kajti spet že tretjič, in korona, in umetna inteligenca, kaj vse prihaja, in oni, ki seveda nastopajo na trgu z izvajanjem tečajev tujih jezikov, veste, da morajo biti kar precej kreativni, če bojo v naslednjih par letih tudi se pozicionirali in preživeli na trgu. Tako da. Mene zanima, ali je ta odkup predviden v finančnem planu, oziroma v prihodnje? Glejte, to nekako sredstva za ta odkup imamo v tem. Mogoče jih lahko zdaj trenutno za prehodno varianto vzememo iz presežkov iz preteklih let. Ne gre to iz kakega rednega financiranja. To imamo. Drugo leto mogoče bomo lahko, če se bomo dogovorili, bom pred vami z predlogom, da bomo kakšnih 100 kvadratov prodali tudi. Ker jaz vedno zagovarjam vseeno, da mogoče včasih sedaj zadeve se spreminjajo. In pred 5 leti, da ne bo kdo arhive potegnil ven, smo govorili, da je v redu, če imamo čim več nepremičnin in vsega. Sedaj pa se nam določene zadeve pojavijo, tako da mogoče bomo pa kakšne stvari tudi dezinvestirali. Na Vojkovi je kar precej kvadratov. In sedaj so ugodne zadeve z najemninami, so pa ugodne tudi z visokimi cenami za prodajo. Še želja
Je točno ta sredstva za nakup, če ne iz proračunske rezerve? Ne, ni proračunska rezerva, to so presežek prihodkov iz preteklih let, ki ga ima študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Ne? V tem. To je denar, s katerim ne razpolaga študentski zbor, kot razumem. Ne. To smo se recimo iz preteklosti tudi v eno od prihodnjih sej zbora moramo obravnavati tudi poročilo za leto 2022. Ne, v tem, tam so se ustvarili določeni presežki, ne, prihodkov nad odhodki in dali smo seveda takrat je predsedstvo, kot tudi v preteklih letih, ko se pojavi kaj takega, je sklenilo, da gre v nerazdeljene oziroma v rezervo, ampak to ni proračunska rezerva, ne, da gre to v presežke prihodkov nad odhodki iz preteklih let. In tega nekaj imamo, te rezerve, in iz tega bomo sedaj pomeni, da smo likvidni, mi ne bomo sedaj vzeli kredita, da bomo kupili praktično teh 120 kvadratov, oziroma same, ker bomo se zapirali bomo dve pogodbi, tako da bo finančno bo za nas 204 000 evrov do Zavoda Šolt. Prosim. Je točno teh presežkov prihodkov nad odhodki? V lanskem letu v tem je, mislim, da je okrog 350 000 evrov. Ne? Ja. V lanskem pa predlanskem, tako da. To so rezerve, ki pa ne moremo reči, da so fizično, ne, v tej obliki, ampak enostavno jih pač uporabljamo potem za določeno likvido in seveda s tem tudi razporejamo za naprej. Mogoče imamo tudi za določene rezerve in za neko varnost, ne, ker včasih je bilo potrebno imati kreditno linijo, da smo preživeli prve 4 mesece v leto, sedaj pa to ni potrebno, ne, in s tem usklajujemo nekako. Je še želja postaviti? Če ne, pa lahko preidemo na glasovanje o predlaganih sklepih. Glasovali bomo sicer o 6 sklepih, pa prosim, da ostanete zbrani, ker bo tukaj zelo jasno izraziti voljo glede prodaje nepremičnin, glede njihovih delov, pa glede katastrskih občin, tako da bosta zadnja dva sklepa manj tehnična. Prvi sklep se pa glasi: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani sprejema sklep o spremembah akta o ustanovitvi Zavoda Šolt v predlagani vsebini. Kdo je za? Kdo je vzdržan? Kdo je proti? Ugotavljam, da je bil prvi sklep sprejet. Drugi sklep se glasi: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani sprejema nov čistopis akta o ustanovitvi Zavoda Šolt. Kdo je za? Kdo je vzdržan? Kdo je proti? Ugotavljam, da je bil tudi ta sklep sprejet. Tretji sklep se glasi: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani pooblašča direktorja Študentske organizacije Univerze v Ljubljani Andreja Klasinca za izvedbo vseh postopkov, ki so potrebni za vpis sprememb akta o ustanovitvi Zavoda Šolt ter čistopisa akta o ustanovitvi Zavoda Šolt v sodni register. Kdo je za? Kdo je vzdržan? Kdo je proti? Ugotavljam, da je bil tudi ta sklep sprejet. Prehajamo na četrti sklep. Študentski zbor ŠOU v Ljubljani soglaša, da študentska organizacija Univerze v Ljubljani izstopi iz Zavoda Šolt. Kdo je za? Kdo je vzdržan? Kdo je proti? Ugotavljam, da je bil tudi ta sklep sprejet. Prehajamo na peti sklep. Študentski zbor ŠOU v Ljubljani soglaša z vsebino in sklenitvijo priložene pogodbe o izstopu ter pooblašča direktorja ŠOU v Ljubljani Andreja Klasinca za izvedbo vseh poslov, ki so potrebni za izstop študentske organizacije Univerze v Ljubljani iz Zavoda Šolt kot soustanovitelja v sodnem registru. Kdo je za? Kdo je vzdržan? Kdo je proti? Ugotavljam, da je bil tudi ta sklep sprejet. Prehajamo še na zadnji sklep.
Študentski zbor ŠOU v Ljubljani soglaša za vsebino in sklenitvijo priložene kupoprodajne pogodbe za nakup nepremičnin, se pravi za prejemno tehnični del, z ID znakom parcela 101736-521/4, katastrska občina 1776 Brinje 1, parcela 512/4 in sicer do deleža 656 od 10 tisoč, ki v naravi predstavlja poslovne prostore v skupni izmeri 255 in četrtina kvadratnih metrov, ki se nahajajo v drugi etaži poslovne stavbe na naslovu Vojkova cesta 63 Ljubljana in sorazmerno pripadajočih deležev skupne lastnine na skupnih prostorih, dela objekta ter pripadajočega zemljišča in naprav poslovne stavbe na naslovu Vojkova 63 Ljubljana, ki služijo stavbi kot celoti parcela 1736-512/4, ista katastrska občina in parcela kot prej, ter pripadajočega solastninskega deleža na nepremičninah, ki v naravi predstavljajo parkirišče ob poslovni stavbi na Vojkovi cesti 63 Ljubljana in pooblašča direktorja ŠOU v Ljubljani za sklenitev in izvedbo poslov potrebnih za izvršitev priložene kupoprodajne pogodbe. Kdo je za? Kdo je vzdržan? Kdo je proti? Ugotavljam, da je bil tudi zadnji sklep sprejet in s tem izčrpan v tej točki dnevnega reda. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi Zavoda Študentska svetovalnica. To je točka dnevnega reda, ki je bila umeščena na dnevni red naknadno. Kot napovedano, predlagam isti proceduralni sklep kot prej, ki se glasi: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani bo o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi Zavoda Študentska svetovalnica odločal v enofaznem postopku. Kdo je za? Kdo je vzdržan? Kdo je proti? Ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet, s tem pa predam besedo direktorju, da predstavi predlagane spremembe. Hvala lepa. Tako kot pri vseh ostalih zavodih, podobno je bilo pri zavodu Kersnikova, Zavod Študentski kampus, Radio Študent in vse je sedaj na vrsti, tudi so pripravili v Zavodu Študentska svetovalnica spremembo akta o ustanovitvi, ki je pred vami v gradivu. Govori v bistvu, da ureja, da študentski zbor nekako dopusti in prepusti prevladujoči vpliv predvsem v svetu zavoda in nasplošno, da potem lahko pravno formalno ta Zavod Študentska svetovalnica se lažje nekako prijavlja na razpise, kajti sedaj, kot so podobna zgodba je bila, pa ne mislim zdaj jih omenjati, se pravi, vsi naši zavodi, tudi največ problemov je tukaj imel, oziroma največja je bilo pri Radio Študent ravno, kajti ogromno se prijavlja na razpise in vse ostalo in s tem je potem tudi lažje, nekako mu damo odprto pot, da se začne prijavljati na razpise. Podobno je tudi zdaj pri študentski svetovalnici. Mi moramo samo spremeniti v aktu o ustanovitvi tole, da še enkrat nekako prenesemo oziroma se odpovemo prevladujočemu vplivu, s tem, da seveda ostanemo edini ustanovitelj Zavoda Študentska svetovalnica. Sprememba bo tehnično samo v prvem odstavku 7. člena, ki se seveda glasi, da ima svet zavoda 5 članov, od tega bo samo en član kot predstavnik ustanovitelja. Potem sta 2 predstavnika uporabnikov in pa 2 predstavnika sodelavcev zavoda v takem. Seveda bomo imeli ogromno vpliva še na zavod in vse, s tem mi ne prenehamo enostavno nekako upravljati z zavodom, ampak dobi odprto pot. Ker je to že 5-krat povedana zgodba pri vseh zavodih, ostala še nam je samo svetovalnica, mogoče samo to v obrazložitev. Ni to nek precedens in vse ostalo, ampak gre za to, da seveda zavodu pomagamo, da gre nekako svojo pot po prijavah na razpise. To je, če še kako vprašanje, mislim s tem, da ne bi pre... Ali želja po razpravi o to točko dnevnega reda? Če ne, predlagam, da gremo na glasovanje.
Sklep se glasi: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje akt o ustanovitvi Zavoda za svetovalne dejavnosti Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Kdo je za? Kdo je vzdržan? Kdo je proti? Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnem poslovanju. Kot napovedano, dajem na glasovanje proceduralni sklep za enofazno odločanje. Študentski zbor ŠOU v Ljubljani bo o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnem poslovanju odločal v enofaznem postopku. Kdo je za? Kdo je vzdržan? Kdo je proti? Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. S tem spet predam besedo. Ja, evo, pred nami je pravilnik o finančnem poslovanju ŠOU v Ljubljani. Spremembe smo morali delati, večinoma so bile narejene v pravni službi, kajti veste, da smo sedaj že od leta 2020 nekako tudi podvrženi javnim naročilom in da seveda se moramo jasno da obnašati v tem smislu glede javnih naročil po zakonu o javnem naročanju številka 3. In s tem smo tudi morali spremeniti pravilnik o finančnem poslovanju ŠOU v Ljubljani. V gradivu imate tudi vse spremembe, kaj se je spreminjalo. Kot pravim, da ne bi šel od člena do člena, ampak govorimo predvsem o javnem naročanju. Včasih smo imeli naprimer tudi 3 ponudbe, pa predsedstvo se sestalo in vse ostalo. Sedaj delamo vse to preko portala javnega naročanja in vse je seveda tudi zabeleženo, transparentno in tudi tega se moramo potem držati. In tukaj je opisano v rečemo pravnem jeziku, da imamo tudi papirnato urejeno te stvari. Potem so urejene tudi določene zadeve v 6., 7. členu, ki seveda govorijo, če pride slučajno do presežka oziroma bolj primanjkljaja prihodkov nad odhodki, glede oziroma da prihodki ne sledijo samemu finančnemu planu. Veste, da tudi že odprej imamo tako, če naprimer prihodki padejo za več kot 15%, potem je potrebno nekako sklicati, urediti ukrepe in urediti tudi potem sam rebalans. Prej smo imeli tako urejeno, da je to vse urejal predsednik. Meni pač to zdaj odkrito povedano malo šali ni všeč, ampak sedaj pa mora to direktor, kajti direktor je tisti, ki po zakonu o gospodarskih družbah mora skrbeti za to zadevo in tu je bilo eno neskladje. Pri nas jasno, da je predsednik in študentski zbor, vi ste glavni, ampak ko pa govorimo do države, do pravnega sistema, do vsega ostalega, pa je direktor tisti, ki mora za to odgovarjati. Tako da tudi tukaj se spremenijo določene stvari, da se iz predsednika prenesejo obveznosti na direktorja, da jaz moram konkretno določene stvari sprožiti in tu seveda so v tem, se pravim, da ne bi o členih še naprej. Potem je spremenjena, samo trenutek, pod katerim členom, pa honorarje. Potem smo še, tukaj še je potem sprememba, ampak to je tudi malo korigirano z strani inflacije in nastavljeno tudi za naprej, tako da vidim nekaj v tem nekih eventualnih odstopanj. Zdaj pa, če bi šli, če so kakšne vprašanja, bi šli kar konkretno, da bi bil predolg mogoče o vsem tem. Ok, odpiramo razpravo. Imate željo po besedi? Če ne? Tega malo precej več, ampak vseeno je pravno, formalno, pač moramo te zadeve urediti. Glede na to, da ni želje po razpravi, prehajamo na glasovanje. Sklep se glasi: Študentski zbor ŠOU v Ljubljani potrjuje spremembe in dopolnitve pravilnika o finančnem poslovanju. Kdo je vzdržan? Kdo je proti?
Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. S tem je izčrpana 5. točka dnevnega reda in prehajamo na zadnjo točko, točko razno. Ima kdo željo porazpravljati pod to točko? Hvala za besedo. Na tej točki nimam nič zdaj, da bi bilo kar tako. Je pa pač vprašanje naše predsednice našega ŠOVZ-ja, se pravi Študentske organizacije Filozofske fakultete, in vprašanje se v bistvu glasi glede ekskurzij. Tako bom kar prebral zdaj direktno. V preteklih letih se je lahko organiziralo ekskurzije v tujino in se strani šov financiralo zgolj prevoz. Danes pa je računovodstvo omenilo zakon o spodbujanju turizma, ki narekuje, da se ekskurzije prijavlja preko agencij, če je več storitev prevoz prenočišče. Agencije so zelo omejene in drage, težko je dobiti želeno lokacijo, na želen termin in podobno. To posledično onemogoča nekatere projekte, kar negativno vpliva na študente. Tako da tukaj je v bistvu vprašanje, ker zdaj tudi ne vem, na koga se v bistvu to nanaša, če ni več resorja za ŠOVZ, kako bi se lahko to uredilo, ker predvsem na Filozofski fakulteti več 22 oddelkov in precej ljudi, precej oddelkov si preko teh financ plača del sredstev, v bistvu financira del sredstev za take ekskurzije in zdaj po tem novem zakonu, kot razumem, se ta stvar omejuje. Mislim, je precej težje, ker predstavljate si sploh neka precej dotična ekskurzija študentov slovenistike v Istro, kjer preučujejo nek rečni naglas ali nekaj podobnega in zdaj bi to mogla organizirati agencija, kot prvo nima niti pojma, kako se organizira nekaj v tej obliki in pač to organizirajo študentje sami. No, to, da zdaj tukaj se je pojavil en problem, najverjetneje tudi to ni zdaj osamljena zadeva samo na Filozofski fakulteti, to, da mislim, da bi bilo to smiselno, no, se pozanimati pa pač nek odgovor dobiti na to. Hvala. Ja, najlepša hvala. Zdaj, jaz razumem problematiko, ki si jo izpostavil, pa problematika ni samo na prevozih, ampak je tudi na tisku in promocijskem materialu. Zdaj, mi kot organizacija ne moramo tu narediti nič zaradi tega, ker so nad nami zakoni, ki jih uveljavlja študentski zbor, ne rekel na višji ravni, ampak na državni ravni. Ne. Zdaj, mi smo dobili neke smernice, katere se moramo kot javna zadeva držati in ena izmed teh treh so avtobusni prevozi oziroma agencije v tem takem, na drugem mestu je promocijski material in pa na tretjem mestu, kaj se že prej rekel, se pravi tisk. Ne. Zdaj v tem takem, tudi ko smo imeli posvet z nekimi smernicami o delovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani, v nadaljevanju je bilo tako, da ukolikor bi se pobirala neko gotovinsko plačilo za sam izlet, bilo to v prekršku in mora to upraviti agencija zaradi tega, da je sledljivost vsakega denarja, ki je pač za organizacijo, kakršnega kova smo mi pač potrebna. Zdaj, jaz tu ne bi rekel, da bi vrgel puško v koruzo, ampak sami kot organizacija ne moramo nič, zaradi tega, ker ta zakon mora spremeniti državni zbor, mi pa tukaj lahko samo sledimo. Tudi to, da imamo javna naročila, se pravi 3 ponudbe, razpise, objave internetne strani, si ni izmislila organizacija, ampak državni zbor. In bi se na tem mestu upravičil, ne v imenu študentske organizacije, ampak sam kot član tudi ŠOVZ-ja v preteklosti, da nam je to bilo v času mojega delovanja dosti lažje narediti, zaradi tega, ker si pač izbral 3 ponudbe, sedaj pa so 3 ponudbe že izbrane, zaradi tega, ker je obseg teh finančnih zadev čez 10.000 evrov in zato rabo ponudbo, oziroma 20.000, kako bomo direktor, se pravi, čez neko sredstvo pač na leto to prije. Tako da, okolikor bo še kakšno tako vprašanje, najbolj, da se naslovite na nas, na finančno računsko službo, zmerno smo pripravljeni na odgovore in pa tudi za neko konstruktivno kritiko, če lahko karkoli spremenimo, zaradi tega, ker vsakič se neka živa organizacija spremeni. Hvala za odgovor. A je še nadaljno želja po razpravi pod točko razno?
Finančni plan je bil sprejet v taki obliki, kakršen je bil. Jaz bi samo omenil, da razumem, ne, da je, se pravi, predsedstvo in tisti, ki so ga oblikovali, da imate zelo veliko izkušenj iz preteklih let in tako naprej, in da pač načeloma veste, v katere postavke je najbolj smiselno vlagati. Ampak za vse zunanje, ki bi radi sodelovali pri oblikovanju finančnega plana, nam je pa precej v napoto to, da se lahko naslanjamo samo na finančne plane iz prejšnjih let in ne na finančna poročila, ki še vedno niso objavljena. Tako da bi mogoče prosil, da se čim prej objavijo finančna poročila iz prejšnjih let, če ne zaradi drugega namena, zato da lahko planiramo za naprej. Hvala, Izmaster. Ja, hvala za vprašanje. Zopet podoben odgovor kot prej. Finančna poročila se sprejemajo v državi oziroma po AIP zadevah zadnji oziroma proti koncu aprila z eno organizacijo, ko vem, z direktorji skupaj za finančno računovodsko službo deluje na tem, da se finančno poročilo za prejšnje leto pripravi, bo pa tudi v majovski seji, ko bomo sklicali, tudi predstavljen se strani direktorja in bo lahko takrat malo več vprašanja o tem, kam so lani šla sredstva. Zaradi tega, ker zdaj morate vedeti, če je 31. december, zadnji dan, ko se porabljajo sredstva, tisti, če imamo tu kakega ekonomista, ki študira računovodstvo, ve, da to zelo težko narediš v manj kot nekem mesečnem časovnem obdobju. A je še želja po razpravi? Če ne, ugotavljam, da je še zadnja točka dnevnega reda izčrpana in s tem sama seja. Hvala.